Strahotne teme smo obdelali, zdaj pa k napetim razmeram na slovenski meji. Baje se nam je zgodil popoln prometni kolaps, izredno stanje, apokalipsa in Armagedon. Mirko, povej, kakšno je stanje na fronti? Oddajo začenjamo z nemogočimi zastoji na meji s Hrvaško, ki jim ni videti konca in drugi dan že preraščajo tudi v politično krizo. Kolone na mejnih prehodih so bile cel vikend dolge in neznosne. Ljudje so bentili, trobili in se razburjali. Niti sezona študentskih žurov v Kanegri se še ni začela, pa je bil že kaos. Lahko bi rekli, da je šlo čez vse meje, počas. No, ampak poročalo se je pa s soške fronte. Suzana, povej nam, kako si se pripravila na poročanje? Vozniki smo se danes morali oborožiti s hrano, vodo in predvsem veliko mero potrpežljivosti. Karmen Švegl, spokaj. Pa to je grozno. Suzana, ti si praktično vojna poročevalka. Ne, se hecam, te imamo radi, ampak na meji niso imeli težav samo z gnečo. Ne, težave so imeli tudi z... Povejte, gospod policaj. Na današnjem dnevu smo imeli že nekaj več zadetkov, določeno težavo oziroma problem predstavijo tako imenovani lažni zadetki. Zadetki na meji. Pravi zadetki pa lažni zadetki. Ste vi res zadet? Ne, lažno zadet. Hecam se. Kaj je šla ta vikend? Združena levica na sindikalni izlet v Červar? Luka, si v redu? Si se streznil? Ok, se pravi, da na naši meji niso samo teroristi problem, ampak tudi narkiči, bogi policaji. Ne, resno, Cerar, da je kilometrske kolone, ker se bojimo, da v EU vstopajo teroristi. Naj poudarim, da se je večina tipov, ki so v zadnjem času izvedli terorističen napad, rodila v Evropi. Ne? Kar pomeni, da bi bilo osebne dokumente bolj smiselno preverjati v porodnišnici. Ker skrajnega islamističnega dojenčka pa hitro prepoznaš. To preverjanje ljudi na meji ima grozovite posledice. Miro, gospod premier, Cmerar, dej nekaj naredno. Seveda treba zagotoviti varnost znotraj šengenskega območja, vendar hkrati ne smemo povzročati toliko slabe volje med ljudmi. Slabe volje med ljudmi? Mater se odločim. Narod, si vi predstavljate, kaj bi Hrvati naredili, če bi bilo obratno. Pomislite, kaj bi bilo, če bi bili mi izven Schengena, Hrvati pa znotri. Stanje naše turistične panoge bi izgledalo tako. Hrvatari bi našo mejo v imenu Schengena hermetično zaprli, da še ščurki ne bo na dopust k nam. In s tem ne mislim dalmatinskih klap. Ker je bilo stanje na naših cestah očitno kaotično in se nam za praznike spet obeta izredno stanje. Na satelitski povezavi pozdravljam strokovnjaka za meje in zastoje ter diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Pozdravljeni, gospod Novak! Hvaljen Jezus, hvaljen Jezus. Zdaj, še preden smo se vsi opravili finido, so na slovensko-hrvaških mejah že več urni zastoji. Cerar pravi, da je treba Evropo zavarovati pred teroristi. Zdaj, To je že vse lepo in prav, ampak nasrkajo pa spet nič hudega sluteči in boga boječi Slovenci, ki si želijo samo malo noge namočiti v Savudriji. Dobro, po eni strani hoče policija odkriti Ahmeda Bombo, po drugi strani bi šli pa ljudje tudi na morje. Kaj bi predlagali? Me veseli, da ste me vprašali. Poglejte, najbolj očitna rešitev, ki jo danes že vrabčki na vejah čivkajo, je, da se enostavno postavi posebno vrsto za teroriste. Ja? Kaj točno pa to pomeni? Kaj, a se vpraša pol teroriste, kako hoče vstopiti v Evropsko unijo? Ja, veste, rutinska vprašanja, ne? Vstopate v našo domovino poslovno ali poslovilno? Je vaša bomba narejena po standardih Evropske unije? Ustreza vsem ISO standardom? In seveda glavno vprašanje, s katerim bomo ločili zrnje od plevela, ali boste targetirali dekadentno levico ali nedolžne kristjane. Dobro, vem, kam to pelje. Kaj pa s tistimi, ki se ne bodo prostovoljno postavili v kolono za teroriste? Kolono razdelimo na podlagi barvne lestvice. Avtov? Ne, tistih v avtu. Poglejte, karkoli pod kategorijo 76-6C se avtomatsko pošlje nazaj na Hrvaško. Zdaj, tistim, ki so okrog barvne kategorije 61-6C,
se pregleda vozilo, mogoče razstavi sedeže in odvzame vredne stvari, da se ne bi pol spozabili, ne, in sami sebi sunili svojo lastno bižuterijo nekje na Bledu in s tem povzročili splošno neugodje. Tisti okrog barne kategorije 78-6C morajo pokazati dokumente in rojstni list. Vsi barni odtenki nad 99-8C pa imajo prost prehod, brez preverjanja, dobijo liziko, stisk roke in častno članstvo v stranki SDS. Dobro. Gospod Novak, pa se da to kako poenostaviti? Ja, seveda. Policisti lahko na primer opravijo hitre preliminarne preglede. Lahko recimo preverjajo samo zadek vozila. Zdaj, če je gor Jezusova riba ali pa Jaz srce Slovenija, se jih avtomatsko spusti noter. Pomaga recimo tudi nalepka Brezjanske Marije Pomagaj, nalepka Svetega Krištofa ali Jožeta Pučnika, pa nalepke, kot so Jaz poslušam Radio Ognjišče in tisti njihov znan napev s frajtonarco, hej! Aha. Ja, okej. Kaj pa kaj bolj osebnega? Seveda tudi na to smo pomislili. Vsakega prišleka policija na meji vljudno pozdravi. Zdaj, če se jim odgovori z grüß Gott ali z Bog daj, se jih spusti skozi. Če odgovorijo zdravo, obstaja sum priležnosti levi, da ne rečem pokvarjeni, udbomafijski, komunistični zalegi, zato se takega posameznika temeljito zasliši in se ga potem utakne v policijsko celico za en teden do streznitve. Če pa je odgovor Bog ne daj, salam alejkum, Allah akbar ali smrt fašizmu, svoboda narodu, pa se jih nemudoma strpa v zbirni center. Gospod Novak, hvala lepa, meni se zdi to še bolj komplicirano, kot je pa zdaj avtomatsko odčitavanje serijskih številk dokumentov. Ja. Seveda, če ne bi bili žrtve liberalne ideologije politične korektnosti, bi lahko vrsta na meji lahko odpravilo dobro, staro, rasno profiliranje. Tako se moramo pa zatekati k vedno več regulativam in postopkom in se delati, da to, kar počnemo na mejah, ni dobri stari rasizem. Dovolj bo za danes, spet sva zašla. To se nam pa zadnje cajte nekam pogosto dogaja, ne, gospod Godler? Prepogosto. Srečno, gospod Novak. Bog z vami, Bog z vami. Sledi kratek predah, da si opomoremo od gužve na meji, pa pokažemo, nič Jož, ker v telenovelah ni Jož, samo ljubezen. Mi pa bomo predpremierno zavrteli prvi del telenovele Agro Corazon in še Ljubljana izziva moje rojstno mesto. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Po pameti!